Kot vemo, slovenskim kmetijam najbolj primanjkuje strateškega načrtovanja razvoja. Zato bi prosil docentko Biotehniške univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, doktorico Marijo Klopčič, da nam predstavi eno od teh rešitev. Prosim. Spoštovani gospod minister, spoštovano vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko-svetovalne službe, spoštovani vsi svetovalci, svetovalke, kmetje, spoštovani gostje. Kot je bilo že napovedano, naj bi jaz danes predstavila nekaj o strateškem načrtovanju razvoja kmetij. Gospod minister je danes omenil poti bodočega razvoja slovenskega kmetijstva in Brane Ravnik, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice, je omenjal orodja, ki naj bi jih uporabljali pri strateškem načrtovanju bodočega razvoja kmetij. Zato sva midve skupaj z magistr Olgo Oblak ob pomoči dr. Bele Kujpersa iz Univerze Wageningen pripravili tole predstavitev, kjer se bom nakratko dotaknila teh strategij razvoja kmetij. Ko govorimo o strategijah razvoja kmetij, govorimo o poteh, kako pride do zastavljenih ciljev. In te poti so lahko zelo različne. Veste, da je evropski kmetijski sektor v zadnjih desetletjih priča številnim spremembam. In to, koliko so kmetje sposobni sprejemati in udejanjati dolgoročne odločitve in koliko imajo podjetniške sposobnosti oziroma kakšna je podjetniška kapaciteta kmetijskih proizvajalcev, to postaja ključni dejavnik razvoja kmetij in pa ključni dejavnik uspeha kmetij. V okviru evropskega programa Erasmus+, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, je bil odobren projekt z naslovom ISM+, z naslovom Podjetništvo z vizijo. Metode in orodja za razvoj vodstvenih zmogljivosti kmetijskih proizvajalcev v srednji in vzhodni Evropi. V ta projekt je vključenih 5 držav. Poljska kot vodilna partnerica, kajti profesor Agata Malak-Ravlikovska prihaja iz Univerze v Varšavi, tako da je Poljska pač vodilna v tem projektu. Poleg njih v projektu sodelujejo še Litva, Nizozemska, Avstrija in pa Slovenija ob pomoči zunanjih sodelavcev iz Nemčije in Francije. Tukaj lahko vidite, kateri so sodelujoči partnerji. Iz Slovenije pri tem projektu sodeluje Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in pa oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete, ki je sestavni del Univerze v Ljubljani. Poleg tega tudi lahko vidite, da v tem projektu sodeluje Kmetijsko-gozdarska zbornica Koroške. Vi boste imeli jutri njihove goste tukaj na obisku in oni so tudi sestavni del tega projekta. Cilj tega projekta je bil upeljati inovativna orodja za pomoč pri razvoju podjetništva in pa strateškega menedžmenta v kmetijstvu, predvsem z vidika tega, da bi ocenili lokalne okvirne pogoje, zato da bi to metodo, orodje interaktivnega strateškega menedžmenta ali pa interaktivnega strateškega razmišljanja prilagodili lokalnim razmeram. Poleg tega je želja, da bi to metodo ISM, se pravi interaktivni strateški menedžment, razširili tudi na druge sektorje. Do zdaj smo to prakticirali v glavnem s tržnimi proizvajalci mleka, zdaj pa ne bi to orodje bilo uporabljeno tudi za druge sektorje, tudi za kmetijsko svetovalce kot sestavni del orodja, ki ga ne bi v bodoče uporabljali pri vašem delu, in pa za študente kmetijskih fakultet. To orodje naj bi bilo tudi namenjeno v smislu tega, da bi kmetom pomagali pri razvoju bolj tržno usmerjenih razvojnih poti. In seveda dobrega strateškega načrtovanja ni brez poslovnega načrta oziroma brez ekonomske presoje, ali so bile izbrane strategije na nivoju kmetije, so tiste najbolj primerne ali mogoče obstaja kaj boljšega. Sestavni del vsega tega je tudi uvedba koncepta za mreženje v smislu spodbujanja socialnega podjetništva tudi na področju kmetijstva. In predvsem cilj tega projekta je izboljšati kompetence na področju podjetništva pri kmetih, pri kmetijskih svetovalcih in učiteljih na kmetijskih srednjih šolah ter kmetijskih fakultetah.
Zelo pomemben del je tudi ovrednotiti učinek treninga, izobraževanja in uporabe različnih orodij, ki jih pač ta projekt ponuja. V okviru tega projekta se srečamo z tako imenovanim modulom za trženje. In tukaj je problem, da se zelo pogosto vsa zadeva nanaša na ta del promocije, ki pa vidite, ko pogledate tega psa, to je samo rep. Se pravi, marketing in pa ta modul vključuje mnogo več. Od cen, lokacije, strategij, analize, kontrole produkta in pa ciljev, ki jih zasleduje ta marketinški modul. V januarju bomo imeli na obisku enega zelo pomembnega eksperta z področja marketinga, dr. Burkhard Scher iz firme Ecozept, ki deluje na področju Nemčije in pa Francije. On nam je ponudil pomoč v smislu tega, da bo pač 3 dni v Sloveniji in bo delal lahko z vami, s kmetijskimi svetovalci in pa z kmeti, ki se odločate za direktno trženje. In njegova glavni cilj izobraževanja bo usmerjen v ta operativni marketinški miks 4 P-jev, se pravi proizvoda, prostora, lokacije, kjer se proizvod prodaja, cene in pa promocije. In ste lepo povabljeni, skratka od 31.1. do 2. februarja boste imeli možnost slediti njegovim predavanjem, tudi njegovemu praktičnemu treningu. Tako svetovalci kot kmetje ste dobrodošli na tem izobraževanju. Drug zelo pomemben modul je mreženje. In metoda uspešnega mreženja je tudi za kmetijske proizvajalce vedno bolj pomembna. In pri tem mreženju gre za analizo omrežja znotraj svojega posla in pa analizo omrežja zunaj posla. In v središču vsega je seveda kmet in ta kmet mora vedeti, kakšna je njegova mreža, če gleda z njegovega posla oziroma če gleda tudi tiste mreže, ki jih ima izven kmetije, ki so pa mogoče, predvsem, ko se odloča za direktno trženje, zelo pomembne. Seveda se bom pa danes omejila predvsem na strategije. Zakaj je strategija tako pomembna? Vidite, ne, da tudi na nivoju kmetijskih proizvajalcev oziroma kmetij se dogajajo velike spremembe. Če samo pogledate sektor prireje mleka, ki ga najbolj poznam, vidite, da se zadeve močno spreminjajo. In videli bomo kasneje, ne, da ta nihanja v ceni mleka in pa te nenavadne spremembe v povpraševanju po mlečnih izdelkih, trenutno veste, da je velika kriza po maslu in lahko se zgodi, ne, da bo v kakšnih državah božič oziroma novo leto celo masla primanjkovalo. Skratka, te spremembe in pa klimatske spremembe, ki jih je že gospod minister tudi omenjal, tudi povzročajo spremembo tega, kam se seli mlečni sektor v Evropi. Druge velike spremembe so gledane z vidika potrošnika. Potrošnik želi imeti boljši proizvod, bolj kakovosten, bolj zdrav. Ekološko kmetijstvo je bilo danes že omenjeno, tudi tukaj je vedno večje povpraševanje po ekoloških proizvodih in predvsem Slovenija je tukaj ni dovolj samooskrbna. Tukaj vidite nekaj logotipov, kjer govorimo o zaščiti lokalnih proizvodov. Slovenija je, kar se tega tiče, glede na njeno majhnost naredila velike korake, kajti ima blizu 30 zaščitenih proizvodov na nivoju Evropske unije, vendar je tukaj prostora še ogromno. In vse te spremembe zahtevajo strategije nadaljnjega razvoja kmetij. Seveda, kmet predvsem razmišlja o tem, ali bo kupil traktor, ali bo gradil nov hlev, ali bo posodobil mozišče, ali bo kupil molznega robota, ali se bo odločil celo za mozišče rotolaktor. Skratka, kmetje se v glavnem fokusirajo na ta tehnološki vidik razvoja njihovih kmetij. Kmetje so predvsem delavci, ker morajo pač vsak dan opravljati svoja operativna dela. So tudi menedžerji, ker morajo se nekako odločiti, kaj bodo sejali letos, kaj bodo sejali drugo leto, imajo opravka s kolobarjem, vse premalo so pa podjetniki. Vendar,
če hoče zagotoviti uspešen razvoj kmetije, potem se morajo pridobiti oziroma izboljšati podjetniške kompetence v smislu dolgoročnega uspešnega razvoja kmetij. Ekonomski inštitut Univerze in raziskovalnega centra v Wageningu na Nizozemskem je razvil za to metodo, ki je kot pomoč podpora kmetom pri oblikovanju in razvoju strategij. In ta orodje, ki je na voljo kmetijskim svetovalcem in kmetom, se imenuje interaktivni strateški management oziroma interaktivno strateško razmišljanje. In kot prvo so začeli to orodje uporabljati pri Rabobank na Nizozemskem. Veste, da Rabobanka na Nizozemskem je glavna banka, ki daje kredite nizozemskim farmerjem, nizozemskim kmetom. In Rabobanka je začela uporabljati to orodje predvsem z tega vidika, da so kmetje, ko so prišli zaprositi za kredit, se udeležili tega izobraževanja, da so se usposobili formirati cilje kmetije in pa katere strategije so za njihove kmetije primerne, zato da je potem bila to osnova za poslovni načrt in pa za ekonomsko izravnatelje. In videli bomo kasneje, kako te ta orodje, interaktivni strateški management pelje skozi več kot 50 vprašanj in seveda Rabobanka oziroma uslužbenci Rabobanke so lahko zelo hitro prepoznali, a so tvoji cilji realni, ali si ti mogoče presegal svoje ambicije. In za tega se je potem to orodje najprej iz Nizozemske začel uveljavljati v Sloveniji v okviru Twinning projekta, za katerega je najbolj zaslužen Brane Ravnik in sem bi mu rada na tem mestu še enkrat zahvalila. Brez njega tega Twinning projekta ne bi bilo. In kmetijsko svetovalna služba in tudi nekateri kmetje ste imeli možnost uporabljati to orodje zato, da ste začeli razmišljati o bodočih ciljih, o dolgoročnih ciljih in da ste začeli razmišljati, katere strategije so za vaše kmetije najbolj primerne. V letih 2011 do 2013 smo imeli projekt skupaj z Poljsko, Litvo, Slovenijo in pa Nizozemsko, kjer smo ta orodja uporabljali predvsem na kmetijah usmerjenih tržno pridelavo mleka. No, od leta 2015 naprej, drugo leto se bo ta projekt zaključil, pa kot smo že rekli, je vključena v projekt tudi Avstrija in zdaj najnovejša partnerica je tudi Švedska, ki se je pa vključila z lastnimi sredstvi v ta projekt. Kot sem že rekla, kmetje se v glavnem fokusirajo na ta operativna in pa taktična dela, vse premalo pa razmišljajo o strategijah in fokus tega izobraževanja in pa uporabe tega orodja je, da kmetje pri izobraževanju na delavnicah, ki se jih morajo udeležiti v 3 zaporednih dnevih, oziroma gre za razpored v 3 tednih, ampak izobraževanje traja 3 do 4 dni. In v teh skupinah je 8 do 12 kmetov skupaj z svetovalcem oziroma z učiteljem, ki jih spodbuja v smislu tega, da začnejo kmetje razmišljati o prihodnosti, da začnejo razvijati sposobnosti za oblikovanje in izbiro najbolj primernih strategij, da sami razvijajo strategijo za lastno kmetijo in da pripravijo tako imenovan smart načrt aktivnosti. Smart pomeni, ta načrt mora biti specifičen za kmetijo, se pravi tukaj ni copy-paste, mora biti merljiv, dosegljiv, realen in tudi časovno opredeljen. Dobra strategija temelji na dobrem ujemanju 3 P-jev. Vidite tukaj people, ljudje, planet in pa profit oziroma dobiček. In v okviru tega krogotoka je treba analizirati sebe kot podjetnika, se pravi kmet kot podjetnik, mora vedeti, kakšne so njegove ambicije, kakšne so njegove veščine, tudi kakšne so ambicije in veščine ostalih družinskih članov, oziroma če ima zaposlene, kakšne so ambicije in veščine zaposlenih. Potem je enterprise oziroma podjetje, kmetija, gre za to, da se naredi analiza proizvodnih rezultatov, kako je kmetija bila doslej uspešna, kakšna je njena struktura, koliko ima lastne zemlje, koliko ima najete zemlje, koliko je odvisen od najetih zemljišč in pa da analizira okolje, sprav kakšen je trg in pa pričakovanja družbe. Pri dobrem strateškem načrtu je treba pripraviti utemeljitev. Najprej je treba razmišljati, potem reagirati in struktura sledi strategiji.
Treba narediti helikopterski razgled od vzgoraj in dobra strategija je napisana enostavno na enem listu papirja. Ne smete puščati vprašanj brez odgovorov, je pa dovoljeno, da naredite veliko sliko, velik načrt in da se močno razlikujete od konkurence. Tako da, če ste v skupini 8 do 10 kmetov, to ne pomeni, da vi lahko en drugega pripisujete, ampak morate biti edinstveni v tem, da se razlikujete od drugih. Dober strateški načrt tudi ustvari premik v miselnosti, zato da profesionalno delujete v smislu podjetja kmetije, da definirate cilje vaše kmetije, da imate jasno poslovno usmeritev in da tudi omogočite vaše kmetiji upravljanje rasti, širitve, povečanje posla. Pri tem je zelo pomemben, da poznate oziroma naredite analizo tržnih sprememb in da ste sposobni načrtovanja sprememb pri upravljanju. Videli smo prej, da se dogajajo velike spremembe, gospod minister je omenjal, kaj nas vse čaka in za kmeta, če hoče biti uspešen, mora biti prilagodljiv, mora tudi te strategije znati spreminjati oziroma jih mora znati prilagajati trenutnim razmeram. Pomembna je tudi referenčna vrednost za zmerjanje uspeha ali pa analizo napak, se pravi tako imenovan benchmark, da se primerjaš z kmeti v sektorju in to je orodje za načrtovanje prihoda iz ene generacije v drugo. Mi smo že v okviru tega izobraževanja tudi poskusili delati in prikazali bom kasneje en primer, ko sta delali strateški načrt oče in sin. Sin bo pač prevzel kmetijo in videli boste, da so mlajši bolj pogumni in da imajo tudi boljše mnenje o sebi. Takole izgleda to ISM orodje, to je en primer, ko vas pelje orodje skozi vprašanja, tole je primer vezano na podjetje. Orodje je prevedeno v celoti v slovenščino in je pripravljeno za uporabo za kmetijsko svetovalno službo. Če se dotaknemo podjetnika oziroma kmeta, vidite, da kmet gre skozi ta vprašalnik, skozi katerega ga orodje pelje in potem na koncu dobi eno tako sliko, iz katere se potem vidi, na katerem področju je tak podjetnik, kmet močan. Konkretno tale primer, vidite, da je ta kmet precej tržno usmerjen, meni, da je dober organizator, da ima dobre odnose z družinskimi člani oziroma če bi imel zaposlene z zaposlenimi, da zna razmišljati in pa da je kreativen. Vedno, kadar grejo te slike vrednosti nad 5, pomeni, da je v tistih zadevah močan. Če so vrednosti pod 5, meni, da so to njegove šibke točke in tam, če bi tale kmet se želel bolj usmeriti na potrošnika, potem bi moral izboljšati močno znanje oziroma kompetence v smislu tega, kako se srečevati, fokusirati oziroma se nekako kontaktirati z potrošniki. Drugi vidik, skozi katerega vas to orodje pelje, je okolje. In tukaj vidite, da ta slika je zdaj nekoliko drugačna kot pri prejšnji verziji. Imamo govora o obstoječih strankah, pa obstoječih proizvodih, existing, nove stranke, new clients, existing products. Skratka, kar nekaj vprašanj, ki vas veže na področje potrošnikov in pa proizvodov. Potem, kakšen je konkurenčni potencial, možnost distribucije, trg dela, tehnološki razvoj proizvoda in pa proizvodnega procesa. In konkretno na tej sliki lahko vidite, da je ta kmet, predvsem vidim, velike možnosti tehnološkega razvoja, kar se tiče samega proizvodnega procesa, potem obvlada konkurenco in nekako ima dobro mnenje o političnem prostoru oziroma tam vidi priložnosti za njegovo kmetijo. Razmišlja o novih proizvodih z obstoječimi proizvodi oziroma o obstoječih strankah z novimi proizvodi. Sprav, na nek način razmišlja o novih
strankah, o novih potrošnikih in pa o novih proizvodih. Vidik kmetije obravnava tudi več področij, dotakne se stopnje specializacije, potem kako je kmetija posodobljena, v kolikšni meri je moderna, kakšna je kapitalska intenzivnost, kakšna je naložbena sposobnost. To so zelo pomembno, predvsem z vidika takrat, ko razmišlja o velikih investicijah, pa če je naložbena sposobnost majhna, potem bi vsaka banka pač se močno zamislila, koliko kredita bi dala takšnemu kmetu. Govora je o sodelovanju, o delovni intenzivnosti. Tudi pri tej delovni intenzivnosti je zelo triki, kmetje dostikrat rečejo, ja, jaz sem polno zaposlen, 100% obremenjen, 120% obremenjen. Potem pa hkrati začne predstavljati njegove cilje, pa govori, ja, bomo se odločili za predelavo mleka, za prodajo na tržnici, za prodajo domači trgovini. In tukaj se postavlja vprašanje, kako boš ti to zagotovil, vse to zahteva dodatno delovno silo, če že zdaj nimaš prostora za druge aktivnosti, je potem to lahko samo ena pot, da pač nekoga ali pa več ljudi zaposliš. Običajno pa v smislu tega kmetje razmišljajo o predelavi, o drugih aktivnostih, predvsem zato, da bi povečali dohodek, vendar če so že zdaj polno obremenjeni, potem ni več prostora za dodatna pravila. In tukaj vidite, ta kmetija meni, da je njihova stopnja specializacije zelo visoka, da je odprt še ta potencial za investicije, dobro mnenje ima o sodelovanju in pa, da je nivo znanja na kmetiji precej visoko, ter da je tudi delež oziroma stopnja dobička dokaj visoka. Sprav, vse, kar gre nad 5, pomeni, da so to močne točke ali pa močnejše točke in vse, kar je pod 5, kaže na šibke točke kmetije. To nova verzija orodja nam daje možnost 11 strategij. Ko mi gremo skozi vsa ta vprašanja, se nam na koncu izriše takale slika, 11 strategij, s tem, da vas pa orodje že prej povpraša, da izberete 2 do 3 strategije, ki so za vas najbolj pomembne ali pa najbolj primerne, sprav, to so tiste poti, po katerih mislite, da boste prišli najhitrejš do zastavljenih ciljev. In vidite, da ta zelena črta predstavlja strategije, o katerih kmet razmišlja. Sprav, želi se povečati, čeprav izračun orodja mu kaže to stopno povečanje nekoliko manj, kot pa sam meni, da je to pomembno za njega. Želi se močno specializirati, čeprav orodje mu tega ne kaže tako v veliki meri. Kaže mu pa na drugi strani to operativno odličnost. Sprav, on je operativno odličnost, čeprav on tega v smislu izbire strategij ne zazna. Tako da vi na koncu, ko s tem orodjem zadevo pripeljete do konca, se vam pojavljajo tele slike o podjetju, kmetiji, o okolju, o podjetniku in pa seveda strategije, katere ste vi izbrali, in pa strategije, ki vam jih orodje priporoča. Vse strategije, ki grejo izven ocen 6, sprav nad 5 oziroma proti 10, tisto so strategije, v katerih naj bi kmet razmišljal. In tukaj je seveda potrebna tudi potem ta analiza, tako imenovana gap analiza, sprav, zakaj je moja želja v določeni strategiji večja, kot pa mi orodje kaže. Je treba najti odgovore na te razlike. Dosedanja verzija, veste, da je predstavljala 15, oziroma je imela v uporabi 15 strategij in ste dobili potem takole mrežo. To, kar je rumeno, to ste vi vnesli, oziroma to, kar je modro, je izračunano in tiste strategije, kjer se modra in rjava, oziroma rumena črta, oziroma te špice prekrivajo, tisto so strategije, ki so za vas, glede na to, kako ste odgovarjali na vprašanja, verjetno najbolj primerna strategija v smislu zastavljenih ciljev. Pri strateškem načrtovanju je zelo pomemben, da izoblikujete misijo, vizijo, da naredite zunanjo in notranjo analizo, da definirate konkretne cilje,
da definirate strateške alternative, da izberete najbolj ustrezne strategije in da potem naredite načrt razvoja oziroma načrt aktivnosti in da potem seveda tudi nadzorujete, v kolikšni meri vi ta načrt izvršujete oziroma kakšne rezultate dosegate. Tako da imate opravka s tem ciklusom, skratka, ko izberete strategije in tudi, ko definirate cilje, to še ni nekaj dokončnega, to ni statično. Prav, je treba stalno spremljati, analizirati, delati evalvacijo in se vedno znova prilagajati trenutnim spremembam na trgu, v družbi, v politiki. Skratka, dobra strategija vam da 50% več miru v glavi, to pomeni, da bolj spite, imate veliko več veselja z delom in zagotovo dosežete vsaj 20% boljši rezultat. Če pa ne veste, kam bi šli, potem je pa seveda vsaka pot prava. Ta ISM orodje je interaktivna metoda, gre za to, da kmetje razpravljajo med seboj. Do zdaj se je izkazalo, da če pridejo skupaj kmetje, ki se zelo dobro med sabo poznajo, zadeva ne deluje tako dobro, kot če pridejo kmetje iz različnih koncev, ki potem se bolj odprejo. Zelo pomembna vloga učitelja, svetovalca, ki proces usmerja. Svetovalec ne daje odgovorov, ampak samo usmerja, spodbuja pogovor, diskusijo in vodi skozi to orodje, da pridete vi do svojih lastnih strategij. Delajo se tudi domače naloge, v okviru katere spodbujamo udeležence, da naredijo intervju s podjetnikom izven kmetijskega sektorja. Zato, da bi se od tega podjetnika nekaj naučili in tudi, da bi se ta podjetnik seznanil z vami kot s podjetnikom. In mi v teh domačih nalogah potem tudi razpravljamo, diskutiramo in gre za res nek tako imenovani learning, učni proces, kjer imajo korist vsi. Tako podjetniki izven kmetijskega sektorja, kot tudi udeleženci tega. Tukaj vidite kar nekaj fotk, to so vse udeleženci iz Slovenije, močna skupina kmetijskih svetovalcev iz preteklosti, tudi tukaj računalniški učenci in pa zadnja skupina, ko so na Čebelarski zvezi Slovenije organizirali in so začeli uporabljati to orodje za njihovo svetovalno službo. Tako da strateški načrti kmetij se delajo v teh državah, v katerih sem že prej omenila, in do zdaj smo predvsem delali za kmetje, ki se ukvarjajo s tržno prirejo, sedaj pa to širimo na druge sektorje. Seveda, dober strateški načrt mora imeti tudi dober poslovni načrt in treba je vedeti, kakšne so ekonomske posledice strategije. To je primer poslovnega načrta oziroma modula, ki so ga razvili na Poljskem, vendar mislim, da imate tudi pri vaši kmetijski svetovalni službi zelo dobra orodja za poslovni načrt. Mislim, da bo Damjan Jerič o tem kasneje govoril. Tole pa primer enega našega študenta, ki je naredil diplomo, ko je analiziral oziroma naredil analizo notranjih in zunanjih dejavnikov skupaj z očetom. In vidite, da očetove mreže so rjave in pa sinove so zelene in sin v glavnem gre izven oziroma presega, kar se tiče notranjih in zunanjih dejavnikov, ima boljše mnenje kot oče. Tudi pri strategijah lahko vidite, da je sin zelo družbeno usmerjen in če bi poznali še cilje, bi videli, da sin razmišlja o popolnoma drugih ciljih in o drugih strategijah kot oče. In to je predvsem pomembno za tiste kmetije, kjer gre za menjavo generacij. Je smiselno, da se naredi tak strateški načrt skupaj z obema generacijama, včasih pa tudi, da recimo mož in žena delata skupaj in vidimo tam tudi različne slike. To je pa primer strateškega načrta, ki so ga naredili čebelarji. To je zdaj ta nova verzija in ta bo v uporabi za naprej, tako da tisti, ki boste delali s tem orodjem, se boste srečali s takimi 4 slikami. Pri strateških izbirah se srečujemo z več kompleksnimi področji. Eno je to, da vse več kmetov, ne v Sloveniji, ampak predvsem recimo na Nizozemskem,
razmišlja o tem, da bi se selili, da bi šli na drugo lokacijo, predvsem, da grejo izven Nizozemske, predvsem zato, ker so morali zmanjšati število krav za 15% in za njih, oziroma za številne kmete, ki bi se rad ukvarjali s tržno prirejo mleka, ni več prostora. Zdaj, zelo zanimiva je ta strategija, rast povečanje. Bomo videli kasneje, kdaj o tem razmišljamo, oziroma kdaj o tem razmišljajo kmetje. Običajno je to takrat, ko so cene proizvodov, s katerimi se vi ukvarjate, zelo visoke. In zelo narobe je, da takrat delate poslovne načrte in operirate s temi visokimi cenami, kot je recimo pri mleku, da se delajo poslovni načrti pri ceni 38 centov, je popolnoma narobe. Drugo področje je sodelovanje, povezovanje, to predvsem pri slovenskih kmetih se kaže, da je zelo pomembna strategija. Zelo pomembna strategija za slovenski kmetijski prostor tudi dodana vrednost, kakovostni menedžment in pa optimalizacija takrat, ko so cene proizvodov nizke. Zanimivo pa, da v času krize zelo pogosto pride ven kot najbolj pogosta strategija čaka in glej. To ne pomeni, da vi ne kmetujete, ne pomeni, da nočete biti uspešni, ampak predvsem ne veste, v katero smer bi šli in ne veste točno, kaj je za vašo kmetijo najbolj primerno. Tako da, če še enkrat povzamem, gre za orodje, kjer kmetje pridejo 3-krat na izobraževanje in skupaj z svetovalcem delajo strateški načrt kmetije. Gre za to, da se odprejo glede svojih kompetenc, glede svoje kmetije in da nekako analizirajo šibke in močne točke sebe in pa kmetije. Učitelj, svetovalec je ključni dejavnik za to, da se pripravi dober strateški načrt kmetije in strateški načrti morajo biti podprti s poslovnimi načrti ter načrti trženja v primeru, če se kmetija odloča za direktno trženje. Za konec bi vam rada predstavila samo še nekaj rezultatov. Mi smo 3-krat ponovili vprašalnik, kjer smo eno večjo skupino kmetov povprašali, kakšne so razvojne poti. Gre za skupino kmetov usmerjenih pri reji mleka. In želeli smo ugotoviti, kakšno mnenje imajo o razpoložljivih sredstvih, kot so zemlja, znanje, potem koliko imajo, kakšna je finančna situacija kmetije, kje vidijo priložnosti in grožnje in pa kakšna so bodoča pričakovanja. Pri tem smo uporabili tale raziskovalni model. Jaz se bom danes dotaknila samo strategij, bom pa upam še imela priložnost zdaj predstaviti ostale zadeve iz te študije. In kot vidite, mi smo v letih 2010, 13 in 16 izvedli anketo, isti vprašalnik in potem smo na osnovi pridobljenih odgovorov naredili faktorsko analizo, kjer smo združili podobna vprašanja skupaj, kar nam je bila potem osnova za klastersko analizo, zato da smo oblikovali segmente. In mi smo predvsem razmišljali o tem, kako kmetje gledajo, oziroma kakšne so strateške usmeritve rejcev usmerjenih pri reji mleka. V letu 2010 smo dobili odgovore od več kot 1000 kmetov, približno več kot 300 v vsaki državi. Potem 2013 se je to število močno zreduciralo na 450 in 2016 na 290. Vedno so bili vprašani isti kmetje. Tako da naprej, kar bom prikazala, gre za skupino teh kmetov, ki so sodelovali v vseh 3 letih, samo za 290 kmetov. Tukaj lahko vidite karakteristike teh kmetij, koliko imajo krav muznic, koliko imajo lastne zemlje, koliko najete zemlje. To bo verjetno tudi na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice na voljo, tako da ne bom se dotikala teh podatkov. Lahko pa vidite, da to gre za povprečne kmetije. Če samo Slovenijo pogledate, te kmetije imajo 2-krat več krav, kot je povprečje tržnih proizvajalcev mleka. In ko smo mi kmete povprašali, katere 3 strategije so za njih najbolj pomembne, je odgovor 290 kmetov za 3 leta prišel takole. Najbolj pomembne strategije so se izkazale nadaljnja specializacija v tržni prireji mleka in pa povečanje prireje mleka. Vidite, da predvsem lansko leto se je prišla ven strategija čaka in glej,
kar je posledica te nizke cene mleka, in pa tudi strategija diverzifikacije v druge kmetijske dejavnosti. Nekako 30% kmetov izpostavlja to strategijo kot zelo pomembno, ter sodelovanje z drugimi kmeti je skoraj 40% kmetov izpostavljalo kot pomembno strategijo. Zanimiv je tale del, ne? Če pogledate povečanje prireje mleka, zelo jasno pride ven v letih 2010 in pa 2013, medtem ko v letu 2016 je ta strategija manj pomembna. Je pa zanimivo, da nadaljnja specializacija postaja vse pomembnejša. Predvsem v letih, ko je cena mleka nizka, je to zelo pomembna strategija. To so podatki za Poljsko. Vidite, poljski kmetje močno razmišljajo o nadaljnji specializaciji prireje mleka, o povečanju obsega prireje mleka in v zadnjem letu tudi prihaja ven strategija čaka in glej ter diverzifikacija v druge kmetijske dejavnosti. V Litvi ravno tako specializacija, povečanje obsega in pa na drugi strani diverzifikacija, ki postaja vse pomembnejša, predvsem v zadnjem letu. Ta modri stolpci prikazujejo kot strategija številka 1. Vidite pa, da litvanski kmetje ne razmišljajo več v tolikšni meri o povečanju, kot je bilo to recimo leta 2013, ko je bila cena mleka visoka. Če pogledamo nizozemske kmete, žal imamo podatke samo za 2 leti, za 13 in 16, vidite, da pride ven zelo jasno strategija čaka in glej. Nizozemski kmetje ne razmišljajo več o povečanju prireje mleka, niti ne vidijo več strategijo specializacija kot najbolj pomembno strategijo, ampak trenutno je strategija čaka in glej, to predvsem zaradi tega, ker postaje vedno več omejitev, oni so uvedli kvoto fosforja, njim zmanjkuje prostora, zmanjšati so mogli stalež krav in to vse vodi v to, da je ta sektor na Nizozemskem v fazi tako imenovanega čakanja. Če pa pogledamo Slovenijo, vidite, ne, za slovenske tržne proizvajalce mleka zelo pomembna nadaljnja specializacija in pa v letu 2013, ko je bila cena mleka odlična, ko je bila 38 ali pa 40 centov, so kmetje močno razmišljali o povečanju. Medtem, ko lansko leto, ko smo jih te iste kmete poprašali, vidite, povečanje prireje mleka ni več strategija številka 1. Zelo pomembna postaja sodelovanje z drugimi kmeti in tudi za naše kmete strategija čaka in glej. In če pogledate, kakšno je bilo gibanje cene mleka, potem tudi razumete, zakaj so take strategije bile izpostavljene oziroma zakaj so kmetje posegali po drugih strategijah v letu 2016 v primerjavi z letom 2013. In zanimivo bo spremljati ta trend tudi naprej, v naslednjih 10 letih, kaj se bo dogajalo s tem sektorjem in podobne analize se dajo narediti tudi z drugimi sektorji. Ko smo kmete povprašali, kakšna so bodoča pričakovanja kmetov v posameznih letih, lahko vidite, ne, da lansko leto so bodoča pričakovanja tržnih proizvajalcev kmetov na Poljskem, Litvi in Sloveniji nekje v sredini, to se pravi, nimajo ne pozitivnega, ne negativnega mnenja, medtem ko so nizozemski kmetje še vedno pozitivno smerjeni, so optimistični glede sektorja prireje mleka in pa bodočega razvoja. Kljub temu, da imajo veliko več omejitev, kot jih imamo recimo v našem prostoru. Tako da te rezultati kažejo, da strateške usmeritve rejcev usmerjenih v prirejo mleka se med leti spreminjajo in zaznati je velik vpliv odkupnih cen, tudi vpliv ukinitve mlečnih kvot, spremembe skupne kmetijske politike. V letih, ko je odkupna cena mleka visoka, rejci razmišljajo predvsem o povečanju obsega prireje mleka. Ko je pa nizka, pa razmišljajo o ustvarjanju dodane vrednosti, o diverzifikaciji druge kmetijske dejavnosti, o večji specializaciji, optimalizaciji stroškov in te strategije postajajo v takih situacijah bolj pomembne. Za slovenske rejce je zelo pomembna strategija sodelovanja z drugimi kmeti in lansko leto, kot sem že rekla, strategija čaka in glej. Medtem, ko nizozemski rejci so najpogosteje izbrali strategijo čaka in glej, kot posledica uvedbe kvote fosforja in pa pomanjkanja
zemlje. Na koncu bi se rada zahvalila še drugim soavtorjem in pa sodelujočim v projektu, so tukaj našteti, profesor Agati Malak-Ravlikovski kot vodji projekta, Burkhard Scher, kjer ga boste lahko spoznali v januarju, in pa kolegi iz Nizozemske, Litve, ter Peter Krištof iz Kmetijsko-gozdarske zbornice iz Koroške. Seveda se pa zahvaljujem tudi za financiranje tega projekta Erasmus Plus programu. Hvala lepa.